Po Mariboru danes odmeva vest, da Franc Kangler z 31. decembrom odstopa kot župan. To je potrdil tudi za našo televizijo in prav ta trenutek pojasnjuje novinarjem na tiskovni konferenci. Njegov odstop je v zadnjih tednih zahtevalo na tisoče ljudi na kar 3 protestih. Najbolj množičen in nasilen pa je bil ta ponedeljek. Z mesta državnega svetnika, kamor je bil imenovan ob glasnem nasprotovanju Mariborčanov, pa za zdaj ne odhaja. Kangler svojo odločitev pojasnjuje. Svoje meščane imam enostavno preveč rad, da bi morali trpeti nasilje, zaščititi pa želi tudi policiste, družino in sodelavce. Protesti so se namreč v Mariboru samo še stopnjevali. Na ponedeljkovem je bilo ranjenih okrog 40 ljudi, pridržanih in priprtih 119 protestnikov. Ljudi pa je razburjalo njegovo domnevno koruptivno ravnanje, zbral je 12 kazenskih ovadb. Kaplja čez rob pa so bili radarji in izvolitev v državni svet. Prav se je odločil in moral bi se odločiti, da odstopi od druge funkcije, ki so mu jo dali. Zamuja. Jaz pa tudi ne bi dal odstopa, če je imel toliko na glavi, ker bi najprej počistil za sabo. Preveč se je zadolžil za Maribor. Jaz mislim, da ni imel druge možnosti. Vprašanje pa je, če bo to rešilo probleme v Mariboru. Ja, prav, da odhaja, samo bomo pa videli, kdo bo dalje vodil, bomo pa videli, če bo uspešno, če bo isto. In s tem, ko bo tudi pisno predal župansko žezlo, pa se pričnejo postopki za nadomestne volitve. Mora pa v 15 dneh po ugotovitvi, da je županu prenehal mandat župana. Izvedejo pa se v roku 2 mesecev po sprejemu tega sklepa o prenehanju mandata župana. Oglasili pa so se tudi opozicijski mestni svetniki, ki bodo vložili zahtevo po izredni seji, na kateri naj bi odločali o samorazpustitvi mestnega sveta, kar pa mora podpreti najmanj 23 od 40 mestnih svetnic in svetnikov. V primeru, da odstopi župan in mestni svet, nimamo vladavine v mestu Maribor. V tem primeru pa zakon o lokalni samoupravi določa, da vlada imenuje začasnega upravitelja občina, ki v tem času, v tem mrtvem času vodi občino v najnujnejših zadevah. A kot vse kaže, s Kanglerjevo odločitvijo miru v mesto še ne bo. Na Facebookovi strani, ki ima že več kot 31.000 všečkov, že napovedujejo nove proteste. Spet naj bi se zbrali tudi na ljubljanskih ulicah, že danes v Kopru in v Kranju. Saj so protesti že zdavnaj prerasli mariborske okvirje, vse bolj jasno pa je, da gre za vseslovensko nezadovoljstvo. Poglejmo, kaj je župan Franc Kangler o svojem odstopu danes povedal novinarjem. To odločitev sem sprejel 4. decembra. Za vse tiste, ki kakorkoli kalkulirajo, kdo in kateri bi naj vplivali na mene. 4. december je bil tisti, kjer smo se pogovorili v ožjem družinskem krogu. Nedopustno je, da nekdo grozi moji družini, mojim bližnjim, da se skriva za Facebook profilom. Nedopustno je, da nekdo preko Facebook profila poziva in tudi nekateri, ki ste danes tukaj zbrani med vami, so takšno odobravali spodbujanje, da nekdo ne napade župana, njegove sodelavce, polije solno kislino, objavljajo telefonske številke, tudi verjetno kakšno registrsko številko, naslove, kje in na kakšen način koga ne najde. Če je to sodobna družba, če je to demokracija, kjer pravni red pozna dvojne kriterije. Včeraj zvečer so pred preiskovalne sodnike privedli 28 pridržanih na ponedeljkovih demonstracijah. Ker tolikšnega števila pridržanih oseb, ki so bile privedene iz številnih lokacij po državi, okrožno državno tožilstvo še ni obravnavalo, so bile tako tožilske kot sodniške vrste okrepljene. Za privedene je bilo odrejeno sodno pridržanje, danes pa jih zaslišujejo. Rezultati zaslišanj naj bi javnosti predstavili v petek dopoldne. V sindikatih javnega sektorja, ki nasprotujejo znižanju mase plač javnih uslužbencev in njihovemu odpuščanju, vre. Na sestanku vseh sindikatov javnega sektorja zato razpravljajo o nadaljnjih aktivnostih, med katerimi je zelo verjetna tudi stavka. Datum stavke še ni določen, možen bi bil 21. december. Mogoče pa je tudi, da bodo sindikati poskusili predlog proračuna ustaviti z vložitvijo 2500 podpisov za začetek postopka za razpis referenduma o zakonu o izvrševanju proračuna.
Zaposleni in študenti na Ljubljanski univerzi so se začeli zbirati pred stavbo univerze na Kongresnem trgu. Zbralo se jih je nekaj tisoč. Poslance opozarjajo na nestrinjanje s predlaganimi vladnimi ukrepi in proračunoma za leti 2013 in 2014, o čimer poslanci danes glasujejo. Včeraj zvečer okoli 19. je zgorela stanovanjska hiša na Pragerskem. Vzrok požara še ni znan. Po neuradnih ocenah je škode za okoli 100 000 evrov. Poškodovanih ni bilo, saj stanovalcev k sreči ni bilo doma. Zaradi požara je bil del naselja kar 2 uri brez elektrike. Mariborski nogometaši bodo zvečer odigrali svojo zadnjo tekmo Evropske lige v skupini J. Možnost za preboj v nadaljevanje so izgubili že pred 2 tednoma na gostovanju pri Panathinaikosu. Tokrat bo nasprotnik vijoličastih vodilni v skupini rimski Lazio. Ekipa pred razprodanim Ljudskim vrtom napoveduje boj na zmago. Nasprotnik je izredno kvaliteten, to dokazuje skozi njihovo prvenstvo v italijanski ligi. Zelo pomembna tekma je tudi zaradi možnosti napredovanja oziroma zaradi teh koeficientov evropskih v naslednji sezoni. Zelo pomembna tekma je zaradi velikega števila naših navijačev, kateri nas pridno spodbujajo, tako da motivov je ogromno. Po noči se bo postopno zjasnilo, ponekod po nižinah bo spet nastala megla. V petek bo sprva pretežno jasno z nekaj megle po nižinah. Čez dan se bo od zahoda oblačnost povečala. Zvečer bo v zahodnih krajih že rahlo snežilo, le ob morju bo predvsem deževalo. V noči na soboto se bo sneženje ukrepilo in razširilo nad vso Slovenijo, le po nižinah Primorske bo deloma snežilo, deloma deževalo. V soboto bo oblačno sneženjem, ki bo čez dan slabelo in do večera od zahoda ponehalo. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme z zimskimi temperaturami. Ponekod bo še pihal severni do severovzhodni veter. V dnevniku televizije Maribor ne zamudite. Spremljamo odzive ob odstopu mariborskega župana Franca Kanglerja. Kdaj bodo v Mariboru volitve novega župana? Zadnja premiera v Ljudkovnem gledališču. Bodite z nami ob 18.